Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je Sašo Dolenc. Pozdravljen. Zdravo. Doktor filozofije in diplomirani inženir fizike, ne? Tako nekako bi človek rekel. Jaz, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem prišel do ene, da ne boste užaljeni, do ene primerjave. Človek je ko nekdanji komunist. Vse se razume. Tudi vi, ko pišete o stvarih, praktično ni področja na zemlji, v katero se ne vtaknete. Na tak ali drugačen način. Poskušate razumeti, poskušate pojasniti, ampak stvari so zanimive. Povejte mi prvo vprašanje. Koliko odmeva ima Kvarkadabra? Koliko ljudi to res spremlja? Ja, mislim, da obisk je nekaj tisoč na dan. No? Obisk je kar dober. Ko je kakšna taka zanimiva tema v medijih, se seveda poveča, ko je kaj, kar bi ljudje radi prebrali. Ne? Ampak drugače pa veliko obiska je med mladimi, ki rabijo kaj za šolo, pa med starejšimi, ki jih kaj zanima. Ne? In zelo veliko mi tudi učitelji povejo, da uporabljajo te vsebine pri pouku, da si malo razširijo znanje. Ali pa novinarji tudi, ne, ko iščejo informacije za kakšno temo, vejo, da na tej spletni strani tisto, kar je objavljeno, je zanesljivo, ne, in lahko iz tega izhajajo. Posebej skrivnost, iz česa se to financira? Ker vem, da bo država že odrekla podporo. Ja, to je pa en od večjih problemov, zato celo to področje, tujini se reče komuniciranje znanosti, to se pravi predstavljanje znanosti na tak način, da me razumejo tudi ljudje, ki niso strokovnjaki za neko posamično področje. Ne. Tudi drugi znanstveniki, ki niso strokovnjaki za neko področje. Ne. Ni to zgolj širša javnost, ampak tudi znotraj znanosti, kot komuniciranje znanosti pomembno. Najbolj zapletena stvar je komunicirati znanost tako, da niso, da se ne dvignejo nosu tisti, ki se v to razumejo, pa da razumejo tudi tisti, ki se v to ne razumejo. Točno to ste zelo dobro povzeli. Ne? To je bistvo dobrega komuniciranja znanosti, da poveš to, da dejansko sporočiš neko bistvo področja in hkrati, da te publika razume, da zna to nekam umestiti. Ne? Tako da včasih strokovnjak za neko področje ni ni tudi najboljši, da mogoče govori o tiste teme, če ne zna povedati na ta način. Marsikdo zna, marsikdo pa tudi ne. Je navajen komunikacije s svojimi kolegi, mogoče v laboratoriju ali pa v isti stroki. Ne? In tukaj pa, ko govoriš drugim strokam ali pa širši javnosti, je pa treba malo drugače pristopati. Ne? In ta neka nova, rečemo, veda, pristop, komuniciranje znanosti, ki je v tujini že kar razvito, ne? Pri nas je pa vse skupaj še v povojih in tudi nekak država, znanstvena skupnost, univerzitetni svet ne zna tega umestiti nekam. Ne? To je, ni pravega predalčka. En absurd je, eni mešajo komuniciranje znanosti z public relations. Ja. To so pa v glavnem službe, ki so v sodobnem svetu namenjene temu, da preprečijo javnosti dostop do tistih, ki jih komunicirajo. Ne? Ja. Vam to gotovo ni interes. PR službe na univerzah, na inštitutih so pomembne, ne, ki pomagajo raziskovalcem, znanstvenikom, profesorjem, da svoje dosežke, pa tisto, kar bi radi sporočili javnosti, formulira na ta način, da pride enostavno v medije. Ne? Ampak to ni komuniciranje znanosti. V ministrstvih in podjetjih so pa te službe dejansko zaradi reklame, zaradi ustvarjanja imidža. Ja, vam ni namen ustvarjanja imidža, ampak pojasnjevanje. Pojasnjevanje, ampak hkrati moraš imeti neko zaupanje v publiki. Ne? Tako da
neke vrste blagovna znamka, kot je Kvarkadabra, ne, ali pa nekaj podobnega, je pomembno zato, ker ljudje vejo, kaj so že prebrali in vejo, kaj lahko pričakujejo, tudi ko se pojavi neka nova tema. Ne, ampak to je nekaj drugega kot PR. Ne. Ker na področju komuniciranja znanosti pač moraš ti povzeti bistvo nekega področja. Ne predstavljaš dosežkov enega posamičnega znanstvenika ali pa inštituta, ampak če že o tem govoriš, to umestiš v nek širši kontekst razumevanja nekega področja, ne, in to je pa včasih pride tudi v konflikt s konkretnimi željami posamičnega znanstvenika ali pa inštituta, ki se mogoče drugače vidi. Ne. Zdaj področje, s katerim se vi zelo intenzivno ukvarjate, je umetna inteligenca in tu smo ljudje hudo zmedeni. Že od pojave interneta naprej, pa Facebooka, pa Twitterja, pa zlorabe vsega tega. In vsi se bojimo, kaj zdaj bo, ko bo ta umetna inteligenca res vzela maha, bi rekli Srbi. Ja, na tem področju treba biti pazljiv. Zdaj je to res v zadnjem letu, odkar se je ChatGPT pojavil, ne, vsi mediji govorijo o tem in imamo dve skrajnosti. No. Eni pač pravijo, da je to nekaj nevarnega, da je treba to regulirati, da je treba biti pazljiv, drugi pa pričakujejo nerealne pozitivne stvari od tega. Ne. Tako da pravi pristop je, da se zavedaš nevarnosti, da se zavedaš pa tudi dobrih stvari in znaš to na nek pravi način uporabljati. Ker to je zelo, zelo koristno orodje, če ga znaš uporabljati na pravi način in se zavedaš problemov in jih naprej nekako nasloviš. Ne. Sašo, zdaj na zelo preprost način, kaj pravzaprav pomeni umetna inteligenca? Ja, zdaj to, s čimer imamo upravka v zadnjem letu, ne, ko je to prišlo v medije, so v bistvu računalniki, ki znajo izvajati neke procese, za katere smo še nedavno mislili, da so zgolj domena ljudi. Ne. Ti procesi, ki jih znajo zdaj tudi računalniki izvajati, se širijo. Ne. Recimo, pred časom smo mislili, da računalniki ne bodo znati tako dobro prevajati iz enega jezika v drugega, kot znajo zdaj. Ne bodo znali tako dobro pisati sami. To zdaj Google Translate ni umetna inteligenca. Google Translate je ena taka približek prevajanja. Mislim, pač po neki najbolj splošni definiciji je umetna inteligenca umetno ustvarjanje strojev, ki znajo izvajati zadeve, za katere smo še nedavno mislili, da jih znamo zgolj ljudje. Ne? In to je res neka taka zelo splošna definicija. Z jezikom praktično zdaj več ni problem, če ne znaš angliško. Ti lahko vendarle komuniciraš v slovenščini to umetno inteligenco. Lahko, če uporabljaš te programe, lahko v bistvu se celo že pogovarjaš z knjigami, s članki v slovenščini, pa ne glede na to, ali so v angleščini napisane, v kitajščini, arabščini, čemerkoli. Ne. In to je nekaj, kar je lahko zelo koristno, sploh pač, če to uporabljamo na pravi način, ne, da se zavedamo vseh problemov. Ampak od Smodnika naprej, Nobelova nagrada, človeštvo zmeraj znova odpelje stvari drugam, kot so si znanstveniki zamišljali. A se ta nevarnost ne pojavlja tudi tukaj zelo močno? Ja, seveda so problemi, ki jih nagovarjajo, s katerimi se ukvarjajo ljudje, ki razvijajo to. Ne. Mislim, so ogromni napori bili vloženi, da te sistemi, ki so zdaj javno dostopni, da nekako delujejo na način, ki je v sozvočju z vrednotami ljudi. Ne. Na začetku, ko so to razvili, sistemi niso delovali na ta način. Ne. So odgovarjali tudi na vprašanja, ki se nam zdijo povsem neprimerna, ne vem, kako z enim
evrom narediti največje škode, ne, recimo, pa je sistem odgovoril, ne, kar je mislil, da je dober odgovor, ne, ampak je bilo treba potem dodatno ga naučiti, kaj so vrednote naše družbe. A to sprejme, to ja, seveda, upošteva. s tem so se ogromno časa ukvarjali in preden so bili te sistemi v javnem dostopu, ne, so morali te zadeve rešiti. In to imajo velike ekipe, tudi filozofov, sociologov, psihologov, ne, ki se ukvarjajo s tem, napovedujejo možne težave in potem jih odpravljajo. Ne. In to napori so kar veliki na tem področju. Mislim, da se sistemi dejansko so se bistveno izboljšali, tudi glede verodostojnosti odgovorov, ne, ki so jih podajali na začetku, ko smo bili vsi presenečeni, kako včasih samozavestno neumnosti trdi. Ne? Zdaj tega bistveno manj. Ampak zdaj se vrnimo korak nazaj. S pojavom interneta, s pojavom forumov, anonimnosti forumov, Twitterja in tako naprej, smo gledali, kako grdo zgleda vse skupaj, kako znajo ljudje žaliti, podtikati. Gledajte, objavi, ali je ukradel denar, ali boš dokazoval, da komu, onega ni. Ja, ne, in človek razmišlja, vse to, kar je bilo narejeno, je bilo z dobrim namenom narejeno, pa se je sfižilo. In nismo našli načina, kako to prav ustavljati. Ja, prav ta ista tehnologija, ki zna zelo dobro operirati z jezikom, ne, ki podpira sisteme, ki jih zdaj poznamo kot ChatGPT, ta ista tehnologija je bila tudi v pomoč recimo Facebooku, da je avtomatsko moderiral objave. Ne, ko so imeli velike probleme pred leti, predvsem v jezikih, ki jih niso tako dobro podpirali, ne, za moderatorji, da so se prav zaradi takšnih žaljivih, rasističnih in podobnih objav zgodili tudi, so bile posledice kar hude tudi v realnem svetu. Ne. Predvsem mislim, da je na Daljnem vzhodu so bili primeri, ko je prišlo tudi do pokolov, ne, ki so bili nekako povezani s takim sovraštvom. Takrat so prvič uvedli te sisteme avtomatskega vrednotenja raznih komentarjev, ki so objavljeni na družbenih medijih, in to je kar olajšalo cel sistem, ne, ker je sistem lahko avtomatsko se odzval na veliko več objav hitreje kot kakorkoli že so zaposlili recimo moderatorjev. Ne. Ko so Donald Trumpu prepričali vstop na Twitter, je ustanovil svoj. To, če so ljudje bogati, lahko počnejo kar čo. Ja, ampak še zmeraj pač je pomemben doseg. Ne. Te veliki sistemi kot Twitter, potem Facebook, Instagram, TikTok in takih, te imajo bistveno večji domet kot karkoli, kakšen bogataš sam ustanovi na novo. Ne. Tako da, in te sistemi so v bistvu dolžni skrbeti za nek nivo debate tam. Ne. In vsaj, mislim, tako kot so problemi, ne, ampak mislim, da zdaj obstajajo sistemi, ki bistveno olajšajo to moderiranje, ne, kot so bili mogoče pred 10 leti. Ne. Slavoj Žižek je problematiziral umetno inteligenco. Vas so prosili, da to komentirate. Ste komentirali na dva načina. Enkrat ste vi komentirali njegovo definicijo, drugi ste pa dali umetni inteligenci, da komentira. To je bilo pa res že čist na začetku, ko se je ChatGPT pojavil, in je bilo zanimivo mi, kako je v bistvu cel ta sistem se znal tudi sam dati nek odgovor v stilu neke znane osebe. Ne? In tisto, vsaj takrat se mi je zdelo na začetku, ne, kar zanimivo, ne, kako se je znal postaviti neko perspektivo. Ne. Zdaj, po enem letu je to mogoče malo bolj samoumevno. Kar je meni zanimivo, vi govorite cel čas o enem letu. In tu se ravno to kaže, kaj se v tej sodobni znanosti v enem letu lahko zgodi. Iz praktično nič prideš na
neizmerne razsežnosti in reakcije. No, te sistemi so že prej obstajali, mogoče so bili tudi že uporabljeni, ampak za druge, kot recimo za analizo komentarjev in ocenjevanje, a je nekaj žaljivo ali ne, se pač, ampak bistven preskok, ki se je zgodil pred približno enim letom, da se pravi konec novembra lansko leto, je bil pa ravno to, da smo se zdaj stroji lahko začeli pogovarjati o nekem običajnem jeziku. Ne. Tega pa prej ni bilo. Smeri si moral uporabljati neke ukaze. Ne. Zdaj so pa ta sistem nadgradili na ta način, da se dejansko stroji lahko pogovarjamo zdaj tudi že tako, da povemo nekaj v telefonu v slovenščini in on to razume in nam odgovori. Ne. In kje je zdaj meja? Kako daleč bo to šlo? Kako? Ker če je to v enem letu se to premika zgodilo, kaj lahko računamo na naslednje 3 mesece, 1 leto, 5 let? Ja, mislim, zdaj prišlo do nekega preskoka tehnologije, ni nujno, da bo zdaj razvoj enako hitro naprej. Ne. Tudi pri internetu smo imeli tak preskok, ne, ko se nam zdaj fascinantno, kako lahko hitro dostopamo do oddaljenih informacij, smo v stiku z nekom. Pred 20 leti nihče ni imel mobitela. Danes imamo vsi pametne telefone. Naši dedki, babice se kar pogovarjajo s tistim. Mene je kar strah, ker to je bilo prehitro vse skupaj. Kaj bo zdaj s tem? Ja, ne vemo. Meni se zdi pa v bistvu pomembno, da se razvoj te tehnologije dogaja na očeh javnosti. Ne? Zato, ker lahko bi ta tehnologija ostala še zmeraj skrita v nekih laboratorijih, mogoče v aplikacijah držav, ki nimajo nekih dobrih namenov. Ne? Tako da se mi zdi, da je dobro, da se zdaj zavedamo, da to obstaja, da imamo tudi mogoče vzpostavimo neka pravila uporabe tega, ki veljajo tako za proizvajalce teh sistemov, kot za uporabnike. Ne? Tako da to, da se vse skupaj dogaja na očeh javnosti, se mi zdi dobro. No? Ampak po drugi strani pa najhitreje lahko kupijo vse to najbogatejši ljudje. Mnogi tudi, ki razmišljajo tako, kot recimo zdaj vidimo v Rusiji, v Izraelu, ja, ampak v Ameriki. Te sistemi so doživeli tako hitro širjenje ravno zato, ker so bili zastonj dostopni. Ne? In so še zmeri ne ravno najboljše verzije, ampak kar veliko teh storitev je še zmeri prosto dostopnih. Ja. In to je bilo pomembno, da se je aplikacija te nove tehnologije zgodila tako strahovito hitro. Ne? Če primerjam recimo z tem, kako smo v času interneta potrebovali več let, ne, da smo začeli uporabljati elektronsko pošto in podobno. Ne. Zdaj se je to zgodilo v nekaj tednih, ne, da je marsikdo vsaj probal, pa potem kar začel uporabljati te sisteme. Ne. Tako da, in tukaj smo lahko Slovenci zelo veseli, da slovenščina je že od začetka del tega in je bila tudi že preden se je ChatGPT pojavil. Ne. Kakšno opremo mora človek doma si nabaviti, da lahko vse to uporablja? To lahko tudi s telefonom. Običajen telefon. Pameten telefon, ja. Pa pač običajen računalnik. Ni treba imeti neke zelo močne opreme, ker se tisto, kar je procesorsko zahtevno, dogaja na ravni tega oblaka, ne, oziroma teh velikih plantaž računalnikov, ki so v velikih centrih, kamor se recimo naš ukaz prenese in se tam potem izračuna nekako odgovor. Ne. No, vrnimo se zdaj k vašemu osnovnemu poslanstvu, to je popularizacija znanosti. Sem pravi izraz uporabil. Ja, nekaj podobnega. Popularizacija je v redu, sam problem je, če se to meša z tem, kar smo prej govorila, ne, s PR-jem, ja, ker popularizacija določenega inštituta je nekaj drugega kot popularizacija znanosti nasploh ali pa znanstvene vede, s katero se ta inštitut ukvarja. Ne. To je tisto, kar je treba ločevati. No, ampak v vaših intervjujih sem videl,
da niste zadovoljni z stanjem, čeprav se izboljšuje. Pri nas. V Sloveniji. Ja, nisem. Predvsem mi nimamo nobenega izobraževanja na tem področju, kar recimo razviti Zahod ima. Ja, seveda. Že čez mejo v Trstu je eno magistrski študij komuniciranja znanosti. Kakšna fakulteta je v Trstu? Mislim, da je to kar del enega velikega inštituta. Aha. Tako da... Ker mnogi ne vemo, da je v Trstu sploh. Ja, se tudi nekateri Slovenci so tam končali in so bili zelo zadovoljni. Magistrski študij, ki je zelo aplikativen, koristen. Tako da imamo v bližini dobre zglede, ki pa pač zdaj, ne vem, upam, da se bodo prenesli v naše kraje. Zdaj, za začetek se mi zdi, da bi bilo zanimivo vzpostaviti saj nek skupni predmet za, kaj vem, na neki kasnejši, višji stopnji, neki bi ga lahko upisovali. Kam bi vi to locirali? Na fiziko, na FDV? Kam to po neki naturi pride? Ponavadi so te komunicirane znanosti bolj bliže tem naravoslovnim fakultetam. Ne? Ja. Ampak zdaj se je pojavil nek trend, da komunikologi, to se pravi, družboslovci ukvarjajo s znanstvenim preučevanjem komuniciranja znanosti. Ne? Ampak to je nekaj čisto drugega. Oni pa čisto preučujejo novinarstvo, preučujejo, kaj vem, PR komuniciranje. Ne? To ni znanstvena praksa. Ne? To ni praksa komuniciranja znanosti. Ne? To je nekaj čisto drugega in tukaj bi rad izpostavil, da ponavadi te, ki preučujejo znanstveno komuniciranje znanosti, sami sploh ne znajo komunicirati znanosti, ne, večinoma. Tako da... Pa ni formule, kako se komunicira znanost, da bi jim vi povedali? Ja, seveda, recimo ta praksa na tem podiplomskem študiju oziroma magistrskem študiju v Trstu je drugačno. Tam pridejo ljudje z prakse, tudi teoretiki, ne, in razlagajo stvari. In zdaj tisto, kar je koristno za nekoga, ki bi rad pridobil to znanje, kako povedati nekaj širši javnosti, so neke veščine, ki pa jih obvladajo tisti, ki se s tem ukvarjajo in ki imajo na tem področju neke prakse in tudi znajo to nekako reflektirati. Ne? To se pravi, znajo o tem govoriti. Nekdo lahko je dober samo v praksi, pa ne zna tega znanja prenašati potem naprej. Ne? Za vas je značilno, da imate 1000 člankov, več kot 1000 člankov o teh stvarih, o katerih se sedaj pogovarjava, ampak tisto, kar sem prvi stavek rekel, kot komunist, v vsako stvar se vtaknete praktično, z vašega zornega kota. Ja, ampak se zmeraj poglobim o tisto, o čemer pišem in preučim literaturo in potem... A tu gre od črne luknje do, ne vem, katere vse... In hkrati poznam ljudi, ki so strokovnjaki za posamezno področje, ki mi lahko pomagajo, ne? In potem tudi z njihovo pomočjo lahko nekaj razumem in šele potem pišem o tem. Ker zelo pomembno je, da znaš presoditi, katerim virom zaupaš, s česa lahko izhajaš. Ne? In to sploh pri novih vsebinah je to zelo pomembno, ker lahko je tudi nekaj pride iz uglednega inštituta, pa je napačno. Ne? Kako to prepoznamo? Ja, to je pa pač zdaj nekaj to, komu zaupamo, da so, kako bi rekel, strokovnjaki na posamičnih področjih, ki imajo pregled in imajo znanje, kredibilnost, in ti moraš vedeti, kdo so te ljudje globalno in lokalno, ne, da znaš presojati. Zdaj imamo, recimo za splošno publiko, imamo vas, ki to poskušate razumeti in opozarjati. Ne? Tudi knjig ste nekaj ali sami ali v soavtorstvu objavili, kjer dejansko odgovarjate na taka vprašanja. Kako izbirate teme?
Ja, tisto, kar mene kolege zanima v tem, to je pač, če že od začetka Kvarka Davre je bila neka glavni način, kako smo presojali, ali se bomo nečesa lotili, ali pa kako bomo kaj predstavili, a znamo mi sami sebe navdušati, ne? A mi uživamo, ko beremo neko besedilo, ko govorimo o nečem, ne? A nas to zanima. In to se je izkazalo kot zelo dober kriterij, ne? Ker če ti predpostavljaš, kaj bo nek namišljeni tvoj bralec mislil, se lahko velikokrat zmotaš, ne? Ker tistega namišljenega bralca mogoče... Nekaj odmevi na koncu so, ne? Ja, seveda se, ampak problem je v tisti fazi, ko dobiš odmeve že, to je neka druga... Ja, to je potem, ko si že kaj naredil. Ja, ko se še odločaš, da boš nekaj počel, takrat pa nimaš še odmevov, ne? Si v bistvu sam in takrat moraš sam presojati, a se boš nečesa lotil, je to zanimivo ali ne? In kako se lotiš nečesa, ne? Je tudi pomembno, iz česa izhajaš. Pri tej ogromni količini stvari, ki ste jih napisali, dejansko se človek vpraša, kako zdaj živi ta človek, vsak dan tuhta, ko bom pa jutri pisal, ker to ni klasično novinarsko delo, čeprav se prodajate tudi kot novinar. Ja, ne, ni klasično novinarsko delo, ker novinarji pač saj na področju znanosti izhajajo glavno iz izjav strokovnjakov, znanstvenikov, ne. Tukaj pa v bistvu ti izhajaš iz same znanstvene vednosti. Sicer se moraš opirati na strokovnjake, ampak zares si ti tisti, razlika je v tem, da si ti tisti, ki je garant tega, kar pišeš, ne. Seveda citiraš, ampak če zmeri si ti tisti, ki odloča, ki je zares odgovoren, a boš nekomu verjel ali ne. Novinar pa zares izhaja iz izjav strokovnjakov in v končni fazi lahko reče, pač zaupal sem temu strokovnjaku. Ne. Niti nima pravzaprav pravice ali pa kredibilnosti, da bi oporekal, ker tako daleč ne pozna zgodbe. Ja, seveda, zato je včasih pridemo v težavo, ko sami strokovnjaki zavajajo, ne. To je pa pač neka problem, ker cela znanost je zdaj blazno tekmovalna, znanstveniki rabijo tudi medijsko izpostavljenost in potem zelo navijajo svoje rezultate, tako da so medijsko zanimivi, pa mogoče zares ne ustrezajo neki realnosti. Zdaj smo spomnili na nekaj. Zadnje čase vidimo na Facebooku portrete znanih ljudi, zdravnikov, vrhunskih strokovnjakov, ki jim potaknejo neke teorije, neka čudežna zdravila in tako naprej. To je eno poglavje, ki ga zgleda Facebook še ni čisto dojel, da bi ga pravočasno ali pa zadosti hitro odstranjeval. Ja, trudijo se. Recimo citirajo, kar mrtvi hladni. Sedanji predsednico zdravniške zbornice, recimo. Ja, seveda je veliko teh lažnih novic in zavajanj in čudnih prodajalcev zvarkov, ne, tudi pri nas, ki jim marsikdo verjame, ampak se mi zdi pa, da se te velike platforme vsem trudijo to nekako naslavljati, tako da je pomembno, da na to odreagiramo, da uporabniki to tudi prijavijo in da je tega čim manj. Predvsem je pa problem, družbeni mediji imajo neka svoja pravila. Problem je, ko začne to resno jemati nek nacionalni medij, nek medij, za katerega predpostavljamo, da je objave v tem mediju so prešle neko strogo uredniško kontrolo. To se mi zdi pomembno. Zdaj se sam spomnim na eno zelo konkretno zgodbo. En novinarček tukaj v sodelovanju z neko stranko napiše o Robertu Golobu pa Albancih neko zgodbo. To zgodbo povzamejo Srbi in se sklicujejo mediji v Sloveniji. Na koncu naši tradicionalni mediji povzemajo srbsko zgodbo. In smo v osnovi v eni sumljivi ali pa dezinformaciji,
ki nenadoma postane splošno veljavne. Ja, to je Resnica. velik problem, je, da klasični mediji povzemajo družbene medije, ne? Ja? In premalo tudi svojega čist novinarskega napora, Preverjanje pa v te stvari. ja, svojega angažmaja, zato ker pač vsi tudi tekmujejo drug z drugim, kdo bo prvi, kdo bo bolj ekskluziven, kdo bo bolj bombastično informacijo objavil, ne, da včasih ne naredijo dovolj dela, ne, da bi preverili, a je nekaj dejansko resnično ali je bilo zgolj plasirano z strani nekoga. Vi ste prej govorili o kredibilnosti znanstvenikov, tistih, s katerimi vi komunicirate, pa jih potem na nek način komentirate, ali pa tudi ta umetna inteligenca. V tej oddaji sem imel Ervina Hladnika Milharčiča in sem ga vprašal, včasih smo ljudje vedeli, kdo so novinarji, ki jim lahko na prvo, en Jurij Gostinčič, če je o nekih zunanjih političnih temah govoril, si ga požiral. Ne vem, Boris Bergant, Mojca Drčar. Zdaj imam občutek, čeprav on mi je zanikal, on je našteval mi kar imena nekaterih ljudi, ki bi jim moral. Ampak morda so se izgubili znotraj vsega tega, kar se zdaj dogaja. Ker ljudje na družbenih medijih pišejo tisto, pa berejo tisto, kar bi radi brali. Pri covidu smo to videli. Ja, mislim, včasih tudi ta cikel novinarski bil počasnejši. Si imel več časa, da si premislil, zbral informacije. Ne? In te staroste slovenskega novinarstva so pač nekaj pisale za nekaj dni naprej. Ne? Mogoče celo že za teden naprej. Ne? In to je nekaj čas, ki ga zdajšnji novinarji večinoma nimajo več. Ne? Vse se dogaja blazno hitro. Ne vas zdaj vprašam, vi imate neke oporne točke v žurnalizmu slovenskem, za katere bi lahko rekli, evo, tu pa ne bom zgrešil, če ga bom bral. Ja, mislim, sigurno določenim virom bolj zaupam. Sobotna dela, recimo, da je nekaj podobnega. Ja, pa ne vse, kar je tam objavljeno, ne? Ja. Pluralizem je prišel v vse pore. So bili to že zelo problematični članki tam objavljeni, ne? Na katere sem se tudi odzval. No? Tako da, in, ja, pravilno je to, da se odzivamo na napake, na zavajanja in sicer kulturno, tako da, z argumenti, ne? Da, že z tega, da so uredniki bolj pazljivi in da bralci se zavedajo, da ni vse suho zlato, ne? Kar se objavi na nekem formatu, za katerega pričakuješ, da je verodostojno. In to iste probleme ima tudi New York Times, ne? In taki res veliki, močni, ja, BBC, ne? Vidi se pa, da je problem ravno ta hitrost, ne? Če bi oni vse skupaj malo upočasnili, če bi šlo čez več oči, bi pač nekdo opazil. Oni tega ne delajo namerno, ne, teh napak, večinoma. Pač včasih kakšne prepričanje osebno lažje spusti skozi, kar je skladno s tem osebnim prepričanjem, recimo urednika, novinarja, kakorkoli, ne. Ampak načeloma se te napake ne dogajajo namerno. Razen v primeru, ko nekdo poskuša plasirati neke svojo zgodbo, ki njemu koristi. Mi smo na koncu zmedeni. Ja, to pa je res. Ja. Ker nimaš enostavno več opornih točk, kot si jih imel včasih. Predavate tudi na fakultetah, sem prebral na vašem CV. Pravzaprav me niti ne zanima toliko, kje vse predavate, ampak kaj? Kaj razlagate študentom? Kako jih poskušate usmerjati? Jaz zdaj v bistvu nisem vključen v nobeno pedagoško delo že kar nekaj časa, ampak če me povabijo na neko temo, pač pridem in povem svoje mnenje in pač imamo debate. No. Tako da v bistvu bolj zdaj ta povezava na individualna povabila, ne na neko trajnejši angažma. Tako da ja, tu je pa zdaj zadnje čase so teme predvsem 3, s katerimi glavno je to napredek umetne inteligence, ne? To pač vse zanima, potem komuniciranje znanosti, kako v praksi se to dogaja, kako in pa
razne etični vidiki. No, s tem sem se tudi kar veliko ukvarjal in to je tudi neka tema, s katero. Ti etični vidiki, to je edino poglavje, ki ga še nisva obdelala. Pri teh si cel čas v dvomu, kaj je subjektivno gledanje na etični vidik, pa kaj je splošno družbeno sprejeto gledanje. Ker to, kar sem prej rekel, ljudje izbirajo tisto, kar jim paše, kar v njihovi percepciji paše. Ja, seveda, ampak mislim, neke osnovne vrednote so skupne. Mi ne moremo živeti skupaj, če se ne strinjamo glede nekih osnovnih vrednot. Ne? Tukaj pač mislim, da je ena osnovna vrednota nekega medijskega sveta je, da namerno ne lažemo, ne? Namerno ne potvarjamo informacij. Ne? Tukaj mislim, da bi morali biti pa res strogi glede tega. Ne? Če nekdo namenoma zavaja, je treba na to zelo jasno opozoriti in to prekiniti. Pridemo v aktualno slovensko družbo, ki je tako spolarizirana, da verjetno je bila tudi, vedno je bila skoraj, razen v času gnilega socializma. No, se je Cankar o tem pisal. Kako zdaj lahko na to vse reagiraš? Ker tu so izmišljene informacije, podtikanje in tako naprej na obeh straneh. Se zelo strinjam. In tukaj je problematično, da če si pač vsak od nas je nekako se ideološko nekam umešča. Ampak kje je zdaj tu etika? Etika je ravno v tem, da se zavedaš tudi pri sebi, da si lahko pristranski in da se omejiš in da poskušaš vnaprej predvideti, da si mogoče lahko glede česa pristranski in mogoče koga vprašaš, da ti prebere tvoj sestavek, tvoje mnenje. Ne? Zdaj, to so neki pristopi, ki so, se mi zdi, dokaj nujni in da ne greš na prvo žogo, da mogoče malo premisliš. Nekoč so rekli, evo, vse televizija sliko pokaže, pa tako naprej. Tu nimaš kaj verjeti ali ne verjeti, vidiš. Zdaj več to ne drži. Zdaj se da tudi to zmanipulirati do konca. Seveda se da slike, ampak tukaj pač zmeri mora to nekdo namensko početi. Ne? In zdaj, če se pač ugotovi, da to počne, je treba pač to sankcionirati. In mi moramo izhajati, glede tega se moramo pač strinjati, ne? Da resnica ni nekaj stvar dogovora, ampak vsem so neka obča pravila, kako se preverja nekaj drži ali ne. No, zdaj imamo pa še, ker spet pridemo do etike, do pravil obnašanja in tako naprej, rusko-ukrajinska vojna, Izrael, Gaza. Zdaj bom spet rekel, v času neuvrščenosti smo demonstrirali proti Ameriki. Smo šli na ulice, Ljubljana je bila tega polna, pa tako naprej. Zdaj smo se nenadoma potuhnili in čakamo. Pravimo, vse Slovenija je premajhna, da bi lahko karkoli naredila. Ampak v Parizu, v Ameriki, v Berlinu pa ljudje izražajo svoj gnev. Seveda, izražajo svoj gnev na različne akterje, ne? Zdaj, tisto, kar je pomembno, je, da poskušamo izhajati iz dejstev, da smo čim bližje temu, kar se dejansko dogaja, da ne izhajamo iz gneva, ki se umetno generira na osnovi mogoče celo lažnih informacij, prehitrih informacij. Tam, kjer se ubijajo otroki pa ženske, tam ne može biti zelo objektiven, ne? Seveda, ampak zdaj se pa meša antisemitizem pa pravica do nekih početij. Seveda, tukaj so včasih dileme, ki so res nerazrešljive, ne? Ko pač ne moreš tako enostavno, sploh ne iz take oddaljene perspektive, kjer imamo informacije s tam preko različnih posrednikov, ne? Tako da je težko. Tisto, kar se mi zdi, da bi morali mediji početi, je neka dobra refleksija, ne samo prenašati te novice, ne? Zdaj pač
to se je zgodilo, tisto se je zgodilo, ampak podajati neko dobro refleksijo tega in umeščati to v nek širši kontekst. In to je bilo tisto, kar so dobri novinari počeli včasih, ne? Ko se je recimo tudi na tem istem področju Bližnjega vzhoda, ne, so novinarji dejansko šel na teren, tam videl, kaj se dogaja, poznal celotno zgodovino, podrobno poznal vse akterje in o tem napisal konec dneva zelo natančno poročilo, kjer je vse skupaj umestil v nek širši kontekst. Ne. In to je bilo res odlično branje. To sem še sam prebiral, take komentarje, ne. Ampak tega skoraj da ni več, zato ker se dogaja iz minute v minuto vse skupaj in veliki mediji tudi skočijo na informacije, ki pridejo iz nezanesljivih virov, pa se izkažejo kasneje za povsem napačne. Ne? In to je tisto, kar pa je naloga novinarstva, no? da tisto, kar objavi... Kako rešiti ta problem? Vlasta Jeseničnik recimo mora zdaj vsak mesec obnavljati akreditiv v Rusiji. Pravila, ki jih je Putin novinarjem, dopisnikom določil, prepovedujejo določene poimenovanja, agresivnost, vojska in tako naprej. Ja. Ona, če to prekrši, ne dobi naslednji mesec akreditacije. Ja, to je zelo narobe, ne, seveda. Ko bomo zdaj? Ja, zgleda, nimamo pač... Čeprav ženska se trudi znotraj tega. Seveda, se tudi na Kitajskem pač novinari, ki kritično pišejo o državi, ne morejo s tem poročati. Seveda imamo, pač se tudi v slovenskih medijih imamo novinarje, ki zelo dobro pišejo o Kitajski, ne, pa ne morejo tja, mislim, da sploh potovati, ne, tako da to je velik problem, ne, in da se moramo vprašati, zakaj pa bi potem verjeli drugim virom uradnim virom v teh državah, ki niti ne pustijo, da bi novinari, ki mi zaupamo, tam samo bivali in gledali okrog in tam poročali. Ne? To je pač, to je del teh nekih splošnih vrednot, ki se mi zdi, da so dejansko nekaj, za kar bi se morali vsi zauzemati. Pa se ne, po celem svetu. Ker beseda vojno pravo, recimo, tako naprej, velja, dokler ni vojne, potem je pa... Ne, tukaj mislim, da so ta pravila kar določene, tudi mislim, da se že tukaj v Jugoslaviji smo videli, na teh vojnah so bili pač ljudje obsojeni, ne, zaradi kršitev. Ja, ampak to je postvestno, ne? Ja, seveda, ampak že to je pomembno, da pač, ko se konflikt dogaja, da ima pač te ljudi, ki odločajo v glavi, da se to lahko zgodi, ne, da lahko potem... Zdaj pa vrniva se še k umetni inteligenci za konec. Kot običajen državljan, koliko se naj ukvarjam s tem, koliko to rabim v življenju, da me ne zasvoji, pa da mi pomaga v življenju, na kakršenkoli način. Ja, mislim, da je pametno to uporabljati, če za tiste, ki imajo nekaj od tega, ne, da jim lahko olajša tisto, kar morajo itak narediti, ne, a pa da lahko mogoče v krajšem času boljše naredijo tisto. Ne. Marsikdo ni toliko zelo vešč v dobrem pisanju, ne, ima pa ideje, zdaj lahko pač da nekaj na papiru, računalnik, ne, zares redko kdo še piše na papir. In potem nekaj preprostimi ukazi mu te sistemi lahko to spremenijo v bistveno boljšo slovnično popolno formo. Koliko pa lahko zdaj verjamemo našim univerzam, pa izpitom, pa temu, ker pametni študenti bodo zelo hitro prokužili, da je umetna inteligenca vse lahko naredi. Ja, ampak se med testom je pa ne moreš uporabljati. Ne? Tako da pač še zmeraj pač moraš se naučiti. Ne? Ampak lahko ti pa olajša pot do tega, da boš nekaj znal. In ko pač nekdo lahko zelo dober stilist, ne? Drug ima pa lahko zelo dobre ideje, pa ni tako dober stilist. Ne? In zdaj s temi orodji lahko en in drug mogoče prideta višje. Ne? In tudi
Ta orodja so lahko zelo koristna, ko se soočamo z neko novo problematiko, ki jo še ne poznamo, pa se lahko s temi orodji dejansko pogovarjamo o tej temi, ne? In nas tudi spod vprašanji usmerja bolj, kot če izhajamo zgolj mogoče iz enega, 2 člankov, ne? Ki sta mogoče lahko pristranska. Tukaj imamo pa nek sistem, ki vsaj za starejše informacije, ne, izhaja iz neke sinteze, ki je pa saj za, recimo, neka bolj strokovna vprašanja, kako kaj deluje, zakaj, kakšen pojav, tak in ne drugačen, lahko zelo koristen in te odgovori se lahko prilagajajo našemu znanju, ne. Lahko rečemo, razložim jim nekaj, tako da bo razumel 10-letni otrok in dejansko sistem razloži tako, da lahko to razume otrok, lahko pa pač rečeš, razložim mi z vsem strokovnim izrazoslovjem in bo spet pač na drugem nivoju. Vi stvari dosti bolje obvladate kot jaz, a vas ni čisto nič strah tega, kar govorite? Strah bi me bil, če bi pač, ne bi vedel, kaj se v zadju dogaja, ampak dejansko pač vemo, kako te sistemi delujejo, kako so nadzorovani. Potem mislim, da je dobro, da jih uporabljamo na pameten način, tako kot, Wikipedija, tudi je bilo vse strah. Zdaj, klasične Britannico in podobne enciklopedije so pisali strokovnjaki, Wikipedijo pišejo ljudje, ki niso strokovnjaki nujno, ne. Ampak je pa zelo izkazalo se, da tisto, kar je zapisano v Wikipediji, je zelo dobro, zelo verodostojno, ne. Ampak včasih pa pride do kakšnih kiksov, ko uredniki še ne uspejo, ker pravilo Wikipedije je, da ne smeš, tudi če si še tak strokovnjak, pisati iz glave, ampak moraš citirati nek vir, da je lahko drugi preverijo, če si dobro povzel ta vir in neprestano poteka debata o tem med uredniki, kaj so slabi viri, ne, katere je treba izločiti, ker so v preteklosti že koga zavedali, ne. In na ta način lahko ustvarjajo zelo, zelo dobro enciklopedijo ljudje, ki niso strokovnjaki, ne. In tukaj se mi zdi, da je to neka dobra prispodoba za te nove tehnologije umetne inteligence, ne, ki tudi pač so zelo, zelo koristni, ampak včasih nas pa lahko zavedajo, če v določenih kontekstih dajo napačen odgovor. In če se vnaprej tega zavedamo, če smo pazljivi na to, jih lahko zelo koristno uporabljamo. Se pravi, pazljivi moramo ostati. Seveda. Sašo Dolenc, hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.